Naša gasilska zveza združuje 21 prostovoljnih gasilskih društev, plus eno industrijsko gasilsko društvo, Henkel Slovenija. V naši zvezi je nekje 2500 članov, od tega 700 operativnih gasilcev, prav tako nekje okrog 700 mladih gasilcev, skratka pionirjev in mladincev, in pa tam okrog 260-270 gasilskih veteranov. Ostalo so pa člani gasilske organizacije. Danes se tukaj predstavlja nekje 16 gasilskih društev, nismo mogli vse zajeti zaradi prostorske omejitve in pa vsega, ali pa vemo tudi, da pač mora društvo biti dežurno v domovih. Sigurno. Nesreča nikar ne počiva. Drugače pa danes imamo nekak slogan predstavitev gasilcev, dan požarne varnosti. Želimo seveda občanom in občankam Maribora in širše okolice predstaviti naše dejavnosti tukaj. Zato imamo tudi večji nabor teh vozil in vseh teh tehnike naše, tako da imamo dejansko, prikazujemo eno od A do Ž, bi temu rekel. Seveda mesec požarne varnosti je letos nekako za sloganom tudi evakuacija. Vemo, da je bil v letošnjem letu en večji požar v Republiki Makedoniji. Takrat je bila ta tragedija v tej diskoteki in seveda tudi v celi Sloveniji letos nekako poudarek na teh evakuacij in evakuacijskih poteh v prostorih, kjer se zadržuje večje število ljudi, skratka vrsti. In naša naloga gasilska je prostovoljcu, da obiščemo na te ustanove, dejansko, bom rekel, vrtce, osnovne šole, srednje šole, z namenom te evakuacijske poti, malo pregledamo, svetujemo. Temu pa mi pravimo, to so pa telebajski. Kako se oblečemo, da izgledamo tako telebajski, taki napihni. To pa rabimo, tam vidite, kako se kadi noter. Če je taki dim, če je strupeni dim, te moramo imeti to gor oblečeno, da dim ne pride. Tu si bomo zdaj pogledali, kaj se naredi, če nam zagori v kuhinji. Kaj se v kuhinji najbolj rado naredi? Pozabimo hrano na štedilniku ali pa v pečici, pa začne goreti. Se nam naredi tole. Bolj pa nam zanima, kaj se dogaja v pečici, pa odpremo, pa nam preskoči požar na celo kuhinjo. Kaj je treba v takem primeru narediti najprej? Tako je. Na katero številko? Ali pa če imaš gasilski aparat doma. Ja, ampak vseeno moramo gasilce poklicati. Kaj pa treba povedati gasilcem, ko kličeš? Kdo kliče? Kaj gori, ja? Če so ljudje ogroženi, kaj je najbolj pomembno, da jim povemo? Na požarju hiše! Svoj naslov. Naslov moramo povedati, kje smo, kje živimo, kje gori. Zato da vejo gasilci, kam priti. To smo zdaj naredili vse, gasilce smo poklicali, imamo pa gasilnik doma. Jaz ga imam! Se pravi, če ga imamo, probamo sami pogasiti. Zdaj smo pa pogasili, pa še nekaj slišimo. Kaj se še dogaja? Dim! Plin moramo zapreti. Plin, ker imamo štedilnik na plin lahko, ne? Plin moramo zapreti, zato da nam plin ne uhaja več, pa da ni več nevarnost. Malo to, da si slikala. Ko smo to naredili, odpremo okna, odpremo vrata, da prezračimo, pa počakamo gasilce, da pridejo, pa da še gasilci dobro pregledajo stanovanje, če so še kje mogoče kakšna žarišča, če še kje kaj tli. Nikoli k sebi, ker če pokrivamo k sebi, lahko dobimo te vroče pline, pa ogenj v telo in se poškoduje. Zato vedno k sebi, pospimo, počakamo, da neha goreti, počakamo, da se ohladi, pa koliko se ohladi, ne samo. In tam, kjer imamo gorljivo snov, pa kisik, ampak a to gori? Zdaj ne, kaj pa če bi dal vžigalnik zraven? Vidite, torej za gorenje rabimo 3 stvari. Smo nekaj gorljivo snov, kisik, ponavadi iz zraka ga vzamemo, in pa tretja snov, stvar, vžigalnik, ogenj, rečemo tak, energija ali pa temperatura. Ko se nekaj segreje, to pomeni, da stvari, ki so doma vroče, lahko povzročijo požar, tudi če ne takoj gorijo, lahko kasneje zagorijo. Torej, sprošča se dim, pa toplota in to nas pač ogroža. Ti dimi so strupeni, zadušljivi, po njih se težko premikamo, ker nam onemogočajo pač vidljivost, zato pač se treba od dima vedno umakniti. Kaj to škodljivo do nas?
Ne, zdaj boste se tako šli. Malo boste dobili občutek, v kakem dimu gasilci delamo, ko gremo v stavbo. Se pravi, se moramo prebiti, ne vem, nekaj drugo nadstropje. Če koga moti, ne rabi iti skozi. Naša ta lestev je, bom rekel, v vsaki intervenciji, kakšni požari so, se pravi stanovanjski požari, je, bom rekel, izvozi večinoma krat vedno poleg. Se pravi, pri nas imamo tudi gasilsko brigado, katera, bom rekel, redno za vsako intervencijo izvozi, naša pa, bom rekel, večina tudi. Večina se upravlja ta naša lestev tudi, bom rekel, v kakšnih intervencijah, se pravi tehnični, kar pomeni, ko so, se pravi neurja, naprimer. Neurja so zdaj postala, bom rekel, zelo popularna. Več je teh tehničnih intervencij, se pravi neurja, podrta drevesa, razkite strehe in bom rekel, v tistem času je ta lestev, bom rekel, zelo tista dragocena za uporabo. Se že tudi to zgodilo, da so kjeri klicali, da gori, da ne vem kaj vse bo, na koncu prijemo tja pa nič ni, ker se pač kakšen otrok ponavadi zajebavo heca po telefonu. Naprej tega pa ne smete delati. Ja, pa za prvi aktivist je zgodilo, da so klicali pa se zajebavali, zdaj pa mi gremo na drugo stran mesta, na drugi strani mesta pa res je nekaj zgodilo, zdaj pa mi rabimo v tem še več časa, ne?